porajanja. Dolgo sem sestavljala, košček za koščkom, zase, zate, zanj. Pod rebri se je udiralo hrepenenje, valil nespočeti čas, po katerem so povzela izgrgrana jajca, izkašljanja sluz, medtem ko so protoni rohneli kot Wagnerjeve valkire, ribosomi žvižgali nemške šlagerje in zadušnice v konec nečesa, nekoga, vsega. Iz razpoke sveta sem ušla mrtva, brez sebe, tebe, njega. V mokrini prareke sem kopala svoje žaltavo obličje, nikogar ni zanimalo, od kod prihajam, kam grem, kaj je smisel vsega tega ogolevanja. Kje je deklica, so me spraševali v jezikih, ki jih nisem razumela. Iz luknje v trebuhu sem potegnila pinjato razdedinjenega otroštva in jo zalučila ob tla, da je sladka morska pena plusknila med prste, polne travnatih bilk. Kam greš brez deklice, so vrtali vame, z očmi zadušenih krikov in mi z malinovcem redčili kri, jaz pa sem se samo smehljala. Ničesar nisem razumela. Vse sem razumela. V borbi za zasilne izhode, v gnojenju otrplin svetobolja ne bom ostala. Karavana poslednjih neizrečenih vrstic je že odpeljala. Dolgo sem mi prihajala naproti. Pozdravljena, Katarina Juvančič, hvala za tvoja porajanja in dobrodošla na video virtualnem večeru na Pesem si. Z nami je Katarina Juvančič, antropologinja, glasbenica, glasbena kritičarka, avtorica besedil glasbe, skratka kantavtorica, raziskovalka mitov, pravljic, ljudskega izročila in uspavank. Kaj več boš potem nam še skozi večer povedala, da ne razkriva vsega. Ampak navezala bi se na to tvojo pesem Porajanja, ki je postala zmagovalka, se pravi, moram poškiliti poletja, letošnjega poletja po izboru uredništva 2019. Ja, seveda. Zato, ker mi vedno izdajamo zbornik, se pravi 2020 bo zdaj vsa ta bera od prejšnjega leta, tako da recimo, da je še vedno to pesniško leto, ki se zaključi 21. marca. Jaz bi te pa s to pesmijo, ki si nam jo prebrala, mogoče bi kar navezala na porajanje pesmi, se pravi na to, kako tebe pesem najde, kako sploh mogoče si začela premišljati, da bi začela pisati, oziroma kakšen je bil tvoj prvi stik s poezijo. No, najprej malo o tem. Okay. Hvala lepa. Pravzaprav jaz pišem že odkar vem zase, oziroma odkar znam pisati, ne odkar vem zase, ali pa mogoče je to lep primer, da ko veš zase, začneš pisati in opesnjevati oziroma opisovati vse svetove znotraj tebe in zunaj tebe. Prvo je bilo v moji družini, so bile pravljice, to se spomnim. Pesmic se ne spomnim, bile so to pravljice. Pravljice mi je bodisi brala mama, oče si jih je pa izmišljeval vsak večer novo pravljico. In se mi zdi, da mi je to tudi, zdaj ko gledam na to nazaj, se mi zdi, da je bil to en tak zelo lep uvod v to, kar počnem zdaj. Enostavno zato, ker se mi zdi, da s tem pripovedovanjem, upovedovanjem, to improvizacijo pravzaprav otroku krepiš ustvarjalnost, domišljijo, artikulacijo in tako naprej. Kot mala sem že brala knjige, veliko knjig, knjige sem požirala vse skozi. Počitnic sem se najbolj veselila zato, ker sem šla lahko prvi dan v knjižnico in si v tak velik nahrbtnik strpala 20 knjig. In sem potem vsak teden hodila nazaj. Mama mi je tudi v bistvu to rekla, no zdaj sem se spomnila, da sem bila otrok, ki se nisem plazila, tako da ona me je lahko pustila samo s knjigico v roki in šla po opravkih, in ker prišla nazaj, sem bila jaz še vedno s tisto knjigico v roki na istem mestu. Ne? Ja, krasno. Tako da to se mi zdi, da me je na nek način oblikovalo.
Svojo prvo pesem sem pravzaprav napisala, oziroma prve pesmice v šoli. Spodbuda so bile tudi seveda razne nagrade, kot so bile šolske torbice, pa puščice, pa kakšen izlet in tako naprej. No, ampak zelo sem pa ponosna na to, da sem prvi honorar v življenju dobila za pesem. A res? Namreč, mislim, da v 7. razredu ali pa 8., ko je izbruhnila vojna na Hrvaškem, sem jaz napisala eno tako politično protestno pesem, ki je bila potem, mislim, da objavljena v Dnevniku, no in sem zato dobila svoj prvi denar. Wow. Samo da smo živeli. To pesem imaš kje spravljeno? Jaz nimam, mislim, da jo ima mama. Ja, to mame zbirajo. Ne vem točno, Ja, krasno. Skratka, to je bil vse nekako, se je dogajalo, ko sem bila majhna in od takrat naprej v bistvu pišem. Odlično, ker mi te v bistvu bolj poznamo kot kantavtorico, mogoče še prej kot antropologinjo, ti si raziskovala to, se pravi na Škotskem si bila tudi med podiplomskim študijem in vse te pripovedke, pravljice in to si raziskovala in potem tudi primerjala recimo pesmi slovenske pa angleške, ne, v magisteriju ali kako je bilo? Za diplomo sem delala, To si za v bistvu diplomo. folk revival oziroma preporod folk glasbe v ZDA, pa Veliki Britaniji, pa pri nas, ja. No in se pravi kot glasbenico, pa kot glasbeno kritičarko. Ti si čez 100 teh recenzij raznih in kritik napisala in všeč mi recimo, ko sem malo preletela, ne, ker si rekla, da kako ta sodobna pop glasba pač gleda na žensko kot umetnico. Skratka, ženska je lahko pevka v bendih, pa zelo pomembno je njeno telo in njen nastopih, pač in besedila, ki jih ne piše sama v glavnem, in da se moramo ženske oziroma glasbenice od znotraj boriti za to, da se bo ta stvar premaknila, se pravi kot ustvarjalke, z bobni in z glasovi, ki bojo predrli vso to maskulistično sceno in bojo pokazali, kako ženske pravzaprav so enakovredne ali pa pač sestavljata drugi pol, ki je zelo pomemben v glasbi. No, in to, da pa pišeš poezijo, zdaj pa jaz mislim, da je to tema najnega pogovora, tega pa mogoče še nismo tako dostkrat slišali v raznih intervjujih, ki si jih imela tudi že veliko na raznih radijih, in tako. Pa bi te vprašala, ker poznamo tako recimo 2 vrsti pesnikov. Eni, ki prisega na ta božanski navdih in napišejo to, kar jim prišepne vesolje in v taki obliki pustijo pesem za večno in je ne pustijo sploh spreminjati. Ali pa druga vrsta, ki pa recimo zelo delamo na neki pesmi, imamo neko idejo in jo razvijamo. V katero vrsto bi ti sebe recimo, če tako zelo na ta 2 skrajna pola, seveda jih je še veliko vmes. Jaz mislim, da vsaj moje pesmi prihajajo iz enih notranjih prostorov, v meni, mojih lastnih, ki so včasih, ki so mi navadno nedosegljiva, ali pa ki so mi v vsak danu nedosegljiva. In takrat, ko mi pride neka ideja, ali pa poti si nek imidž, neka slika, neko čutenje, čutno zaznavanje, neko čustvo, včasih mu sledim, ne? Včasih ta impuls pride in gre, brez da se karkoli rodi. Ko pa se jaz odločim, da mu sledim, je pa to pot, ki je ponavadi tudi zelo nevarna. To ni, se pravi, ta pot, ki te pelje v tvoje notrine, ni nujno nekaj božanskega v smislu nekaj fantastično lepega, kjer je vse lepo in prav. Ne, ponavadi me pelje v nek popoln kaos. In pravzaprav v tem kaosu, v tej temnini, v teh notrinah se dogaja marsikaj, včasih tudi tisto, česar si mi ne upamo izraziti. Ampak je nekaj, kar nas pravzaprav oblikuje,
preoblikuje od znotraj. Ne? In jaz se pustim temu voditi, temu občutku, ki je sestavljen iz vseh čutov, ki jih imam, iz vseh spominov, ki jih imam, iz moje imaginacije in še česa drugega. In potem ponavadi iz tem črpam, iz tem nastane pesem. Potem pa seveda, potem je pa tukaj še, se pravi, to deblo potegnem iz gozda ven, potem ga je pa ponavadi treba še malo obdelati, izklesati, prijeti kakšno dleto, kakšno kladivo in ga oblikovati. Kako dobro primero si dala obtesati. No, ampak važno je, da pripelješ ta hlod, to resnično živo maso iz sebe. Ne? Popek. Če te grdo zašijejo, ti zraste drugi popek, iz katerega so nekoč s kleščami, retraktorji, škarjami vlekli, praskali, strgali fundus, omentum, ovari, limfo, tumor, jajcevode, ven, vse ven, izrezati žensko. Žensko izrezati skozi popek z laparoskopskimi falusi, s katerimi po trebuhu, napihnjenem kot pri utopljencu ali afriškem kvaširokoju, brodita kirurga. Poišči, poglej, odreži, zavrzi, essentio feminam v klinične odpadke. Instrumentarka obrne radijski gumb na Salomona. Kmalu bo treba po hčerko v šolo. Odreži, počisti, zapri, zavrži. Odstranjevanje organov ni ritual. Šivanje zmesarjene kože ni modna obrt. Če bi mi jo zašila deklica, ki je šivala zvezdo, bi morda namesto 2 popkov dobila partizansko insignijo, ranjeno vrhnico, na katero bi Vida Brest napisala: majhen človek na veliki poti. Nekoč si bova povedala vse. Nekoč si bova povedala vse. Izpljunila bova prežvečene korenike, ki so jih častili očetje ob koncu vojn. Izbruhala žolč, ki so ga matere kuhale v kotlih, kadar so zaklinjale kri, temnejšo od smrti. Nekoč si bova povedala vse. Iz sence neizrečenega bova postavila tabernakelj tišine, kamor bodo besede prinašale darove mire in kadila. Nekoč si bova povedala vse. Pela bova čez kožo, se častila v kosteh, žebrala meso, se levila do ogolelosti. Nekoč si bova povedala vse. In od naju bo ostalo le še zrnce peska, ki ga bo pomladni veter odnesel na prag najinega doma. No, zdaj pa smo pri tem, ko smo že preskočili tvoje poklicno, se pravi to tvoje znanstveno delo, antropološko, na hitrico, pa smo se dotaknili izvora tvojega pisanja in bomo skočili v tvojo kantavtorsko kariero. Z Dejanom Lapanjem ste začela 2000... pred 10 leti. Pred 10 leti. No, in ta že takoj prvi Magdalenca, tega se vsi spomnimo, ta komad, kako je že kako je? Way. Ja. No, in to je bil tak preboj, ampak potem te je pa kar zasvojilo, se pravi, te selivke so prišle te ženske zgodbe, ene intimnih žensk, ki so dale kar, bi rekla, zelo težke zgodbe v svojem življenju skozi. Ena vem, da je o tvoji babici. Skratka, našla si te razne zgodbe neznanih ženskinih, nekako tako povedala na ta način, da ko sem jaz to slišala, sem bila totalno navdušena, ker nekako sem čutila eno bližino s temi mojimi deklicami, seveda čist na en drug način, ampak tako se mi zdi, kako nas to pradavno ali pa žensko nagovarja iz podzavesti in kako hočemo to ustvariti. Zdaj me pa zanima, ti v bistvu, ko pišeš te pesmi, za glasbo, kako je to? Mislim,
od teh, ki si jih objavljala pesem, si najbrž nobena nima melodije. Kakšen postopek gre pa pri tem pisanju? Se pravi, najbrž si predstavljam, a je najprej melodija, a je najprej neka ideja, pa potem pridejo neke odzveni zvoka, pa potem besede, ali so najprej besede, pa se potem ustvari glasba. Kako je s tem? Zdaj, tako pisanje, mi v slovenščini poznamo izraz, oziroma uporabljamo za oboje izraz pesem. V angleščini imamo razliko med song in poem. Ne? Se pravi, poem oziroma poema, denimo, je se pravi poezija, je pesem, ki ni narejena ponavadi zato, da se jo z namenom uglasbitve. In potem imamo song, ki je pravzaprav pesem namenjena uglasbitvi. Zdaj, seveda obstaja bistvena razlika med obema in zame je v bistvu bistvena, ena od bistvenih razlik med obema ta, da pri pisanju poeme oziroma poezije, ki seveda tudi sledi nekemu notranjemu ritmu, jaz tudi pri poeziji na ta ritem sem zelo pozorna, se pravi na besedilni ritem, in ga tudi skušam loviti na nek način. Ampak tukaj sem svobodna, veliko bolj kot pri pisanju, se pravi pesmi za uglasbitev, ker pesem za uglasbitev, se pravi besedilni ritem mora nujno slediti glasbenemu ritmu. In glasbeni ritem je točno določen. Kar pomeni, jaz temu pravim, da je pisanje songov špartansko delo. Skratka, z najmanj besedami povedati največ. Ne? Da ti pravzaprav, ti moraš v pesmi, za razliko od neke drame ali pa lahko tudi od neke poezije, ki je lahko poljubno dolga, v 2-3 minutah nagovoriti človeka tako, da se ga oziroma se jo to dotakne. Ravno tako, kot če bi ti na dolgo in na široko predal neko zgodbo. Ne? Ker pač vsaka pesem ima tudi seveda dramaturgijo, začetek, konec, suspens, razplet, vdih, izdih in tako naprej. In tukaj moraš biti zelo špartanski in veliko več kompromisov moraš pravzaprav sprejemati. Jaz bi včasih zelo rada dala veliko dolgih besed ali pa daljših besed, ampak ponavadi glasbeni ritem, sploh če je to 3/4, 4/4 takt, kar ponavadi v pesmih je, velike, lepe, dolge besede nekako požrejo preveč svetlobe, preveč prostora in se jim moraš potem odpovedati zaradi glasbenega v bistvu ritma. Ne? In tukaj imam jaz včasih velike težave in se tako jezno pogovarjam sama s sabo in svojim jezikom in besednim zakladom in iščem alternative temu, kar bi si jaz želela, da bi tam bilo včasih. Ne? Tako da v bistvu pisanje songov je na nek način težje. Je pa pri meni res tako, da ko začnem pisati, ponavadi pride melodija že zraven. Se pravi, da ni tako, da melodija nastane potem, ampak nastane sproti. Ampak potem seveda moraš tej melodiji slediti. Ne? Če hočeš, da sploh, če te spremlja band, če te spremljajo ljudje na inštrumentih, mora biti ta ritem več ali manj v bistvu konstanten. Ja, čudovito. Mislim, se da tukaj naučiti? Ja, v bistvu se da. Jaz tudi imam občasno kakšne delavnice songwritinga, tako da upam, da bo kmalu kaj. No, o tem bova še kasneje tudi kaj povedali. Mislim, da je čas, da pokaževa najprej Selivke, to čudovito prvenko, ki ima tudi knjižico in bomo potem tudi pokazali, kako je lepa, vsa ilustrirana, tudi besedila so napisana noter, tako da je pravi užitek jo vzeti kdaj v roke, tudi če nimamo predvajalnika glasbe, ampak seveda
Je pa še lepše, če lahko hkrati ali pa čisto samostojno poslušamo te vajne komade. Moramo tudi Dejana omeniti, ker on pa naredi mogoče tisti aranžmajski del, da se tako dobro vse skupaj sliši. In na nastopih sta nenadkriljiva. No in če smo prej govorili, da so selivke take intimne zgodbe žensk z tako težko ali pa, kako bi rekla, z usodo, ki jih je zaznamovala. So tudi to nekako zgodbe žensk, čeprav tukaj jih pa lahko identificiramo, se pravi ta druga plošča Hope's Beautiful Daughter, ker je Čudovite hčerke upanja. Čudovite hčerke upanja. No, ampak ta plošča je pa zanimiva, ker je ogromno enih glasbenikov sodeluje, tudi celo pripovedke so zdrave, da malo več povejo o tem, kako si prišla na idejo, da bi te hčerke, čudovite hčerke upanja pravzaprav bile nek konglomerat vse evropskih glasbenikov. Moram reči, da če se jaz lotim delati zagoščenko, oziroma bom rekla album, ker je to širša beseda, je ponavadi vsak album konceptualen. Tudi seveda selivke in čudovite hčerke upanja so takšne. Čudovite hčerke upanja pravzaprav sledijo citatu svetega Avguština, ki pravi, da ima upanje dve hčerki. Ena je jeza, ker so stvari takšne, kot so, in druga je pogum, zato da jih lahko spremenimo. In skratka sem potem zbirala zgodbe in pripovedke takšnih žensk, ki so to zares počele. Zdaj, a so to ženske konkretne, iz mesa in krvi, ali so pa lahko tudi ženske iz mitologije. Tako da pri tem CD-ju so sodelovali slovenski in škotski glasbeniki oziroma glasbenice, tako da sva z Dejanom takrat leta 2014 šla na Škotsko parkrat, najprej vse posnet, snemali smo po dnevnih sobah in potem sva prišla nazaj, tako kot zdaj. In potem sva se vrnila v Slovenijo in sva še povabila naše glasbenice in glasbenike v studio, kjer smo potem še dodali, bom rekla, inštrumente, nasneli in tako naprej. Zelo bi bilo lepo, če bi se lahko seveda dobili skupaj, ampak že tako ali tako, žal je bil to zelo velik finančni zalogaj, to bi bilo pa pravzaprav iz tega vidika in vidika, se pravi, same logistike skoraj nemogoče, oziroma nemogoče, tako rekoč. Zato pa imamo ta medij, ki nekako združi vse skupaj nadaljavo in zavečno skoraj. Ja. Potem ste izdala pa še Vmesje. To so bile pa nekako take pesmi, ki so se prikradle izven tega koncepta ženskega, pa še mogoče tudi take bolj angažirane, ampak tega pa niste izdala na takem čudovitem ploščku, je pa samo v elektronski oziroma spletni verziji. Ja. In to lahko kdorkoli si posluša. In zlota, ja. Kako pa... To je bil v bistvu vmesni predah za to Vmesje. Se pravi, to so pesmi, ki se ne bodo nikoli znašle na nobenem ploščku, kot v bistvu rečeno zato, ker sem jaz človek celostnih konceptov in sva jih zato ponudila v posluh in v uporabo v takšni spletni obliki. In je nekakšna kompilacija oziroma zmes angažiranih pesmi, pa prearanžiranih pesmi tudi. Na kateri strani si, Ja, pa tako pa prearanžiranih pesmi iz selivk. Tako da, ja, je pač neka kompilacija, nek vmesna postaja med tem in kar je bilo in med tem, kar prihaja. No, na tem mestu bi pa mogoče jaz to omenila ali pa spomnila, da nisi ti bila prvič letos, leta 2019, zmagovalka
na našem portalu, ampak si bila že leta 2017 in sicer pesem v formi, ki je bila izbrana tvoja in nosila naslov Uspavanka. No, nas je v bistvu prepričala, ne samo zaradi tega, kar je prinašala to formo uspavanke, ki jo poznamo, ampak je hkrati to oplemenitla, ali kako bi rekla, z eno grozo, ki pa vseeno na koncu ne deluje tako strašno, čeprav se zdi, da recimo je smrt boljša od življenja, ampak da ne bom tako govorila o tej pesmi, bi mogoče jo najprej prebrala, potem bi pa še kaj rekla o uspavankah, splošno oziroma tvojih. Skratka, uspavanka. Noč pričenja, dan je mati, deklica ne more spati. Očice bi štela, pa več jih ni, jih strah je oglodal vse do kosti. Koščica bela smrt te je vzela, koščica črna poliže te srna. Ena je zlomljena, druga zdrobljena, ena obžrta, druga ogljena. Črno bo vzela, bele pa ne, očic se boji še bolj kot teme. No, jaz sem bila enkrat na tvoji delavnici uspavank, ki jih prirejaš in moram reči, da je bilo to za mojo dušo zelo zdravilno in pomirjujoče in bi priporočala vsakmu, ki ima čas, da se tega udeleži, ne glede na to, ima kaj posluha ali ne, ampak zato, da mogoče najde en stik s sabo, kot je izprav s tistim prvinskim oseb. Neverjetno, kaj vse lahko se spomniš, če greš skozi en tak proces. Mogoče, zakaj so ti uspavanke tako ljube in kaj počneš z njimi že desetletje? Pa mogoče potem na koncu, kakšni so načrti, ker vem, da nekaj načrtuješ v zvezi s tem. Ja, uspavanke me pravzaprav intrigirajo že tam nekih 15 let. Začelo se je tako, da pač sem začela raziskovati, kaj sploh obstaja na to temo, čisto iz znanstvenega vidika oziroma iz antropološkega, folklorističnega, in takrat pred 15 leti ni bilo veliko materijala. So bili pa teksti, veliko tekstov sem našla, slovenskih in predvsem tujih, ki so se mi zdeli zelo zanimivi in tudi zelo nenavadni, tudi veliko, zelo temačni pravzaprav. In me to zelo presenetilo, ker vsi imamo eno tako predstavo o uspavankah kot o zazibankah, tako o lepih pesmicah, ki so namenjene temu, da se otrok umiri in zaspi, kar je seveda čisto res. Ampak vsaj v ljudskem izročilu, pa ne samo slovenskem, tudi pravzaprav govorim za cel svet, tako rekoč, so bile ljudske uspavanke seveda tudi to, ampak tudi še kaj drugega. Uspavanke so bile namenjene ne samo otrokoma, ampak tudi mamam, tudi kot nek ventil, to vse skozi poudarjam v vseh intervjujih, na vseh delavnicah. Skratka, uspavanke so bile takšne, kot so bile, zato ker so govorile tako o smrti, vojnah, nasilju, družinskem, družbenem, lakoti, odsotnosti moških, vlogi ženske v patriarhalni družbi. So bile pravzaprav ventil ženske za izražanje najglobjih čustev, ki so bila na nek način potlačena ali pa ki se jih sicer ni smelo artikulirati in se jih še danes ne sme. Ne? Ljudske uspavanke tudi v bistvu naslavljajo ljubezen kot kompleksen pojem, ne samo kot nekaj lepega, romantičnega, nežnega, ljubečega, ampak kot kompleksno čustvo, ki je sestavljeno tudi iz žalosti, trpljenja, bolečine, frustracije, jeze in tako naprej. Skratka, čeprav so to ponavadi zelo take mečkene pesmice, ali pa drobne pesmice s kakšno metaforo
ali pa kakšno pripovedjo, vsebujejo veliko teh pravzaprav zakodiranih sporočil. In v tem so arhetipskih. tako tudi. In v tem so pravzaprav tudi na nek način podobne same poeziji in tudi ustvarjanju poezije o tem, kar sem prej govorila, ne? Na nek način. A bi lahko rekli potem, da so v bistvu avtorice bile ženske teh uspavank večinoma? Večinoma ja. Seveda, ker je bilo umiranje otrok in uspavanje otrok po večini vedno žensko delo, kjerkoli na svetu. Ne? Seveda so tudi moški to počeli, ampak res v veliki večini je to bila in je še danes domena žensk. Ja, tako da pač tale konkretna bo tudi bo dobila tudi, bom rekla, uglasbitev. Nima je še, ampak prihajamo. Izjeme obstajajo. Se pravi, prej si rekla, da hkrati prihaja, ampak zagotovo obstajajo tudi izjeme. Tale je bila tudi v bistvu narejena in v rimah. Se pravi, seveda rime niso nujne za songe. Včasih pa pomagajo, ne? No, ampak s temi uspavanke, koliko let že imaš te delavnice uspavank? 10 let. Aha. V Sloveniji, tudi od zunaj, Avstrija, Srbija, Škotska, Velika Britanija, Portugalska. Odlično. In kakšen je odziv, recimo najbrž obstajajo neke zelo splošne, pa kako bi rekla, stvari, ki so skupne vsem evropskim ljudem, ampak vendar znotraj kakšnih, ne vem, Slovenije ali pa ne vem, na Škotskem je kakšna razlika v sprejemanju glasbe ali pa uspavank, če zdaj govorimo o uspavankah? Razlika je predvsem ne toliko v vsebinah. Vsebine so bile povsod, kot sem že prej v bistvu rekla, so naglaševale tudi te temnejše plati tega, kako je biti ženska, kako je biti mati in tako naprej. Razlike so v tem, ker pač te delavnice niso, kot veš, sestavljene samo iz petja, ampak so sestavljene tudi iz pravzaprav odpiranje glasu in iskanje glasu uspavank v telesu. Skratka, delamo tudi veliko fizičnih vaj. Kar je čudovito. In resnično te odpiramo glas. Ampak glede na to, da v naših telesih obstaja pravzaprav zapisano vse, kdor smo in kaj smo prinesli s sabo, zna to odpreti tudi kakšno, bom rekla, celo travmo ali pa kakšno izkušnjo, ki ni bila najbolj pozitivna. No in v bistvu razlika je ta, da se mi zdi, da ta južna telesa, zdaj posplošujem, da ne mislim, da to velja za vse, ampak posplošujem, kar mogoče ni ok, ampak obstaja v bistvu po vseh teh letih teh delavnic doma in na tujem opažam, da je razlika med severnimi telesi in južnimi telesi. Tudi kdo, ki je iz severa, ima lahko južno telo in obratno, ne? Se pravi, naša telesa so seveda zaznamovana tudi družbeno, ne? Oziroma so konstruirana tudi družbeno, ideološko, politično, religiozno. In včasih se telesa, se pravi, severna telesa se ponavadi odprejo težje, so bolj zaprta, potrebujejo veliko več časa, ne? Tudi zato, ker telo je bilo dojeto tudi v bistvu v religijskem smislu, tako rekoč kot nekaj grešnega, kot nekaj grdega, sploh spodnji del telesa, ne? Se pravi, ta del, kjer nastaja pravzaprav zvok in glasba in glas, ne glasba, glas. Tako da poleg tega je tukaj še en cel kup enih drugih stvari, kot ne vem, delovna ali pa protestantska etika, kjer telo je pravzaprav samo neko orodje za delovanje, ne? Ni to nekaj, čemur se posveča kakršnokoli v bistvu pozornost, ne? Tako da potem je tukaj še, se pravi, telesa, ki so
ali seksualizirana, preveč seksualizirana, tabuizirana. Skratka, obstaja veliko predsodkov glede telesa. Kaj pa južna telesa? Južna telesa so majčkeno bolj odprta, tudi seveda, da ne bom pozabila, podnebje absolutno tudi vpliva na to. Ne? In temperature. Absolutno. In slečenost. Tako, in oblečenost. Tako. Tako da ja, pač to so telesa, ki se ponavadi odprejo lažje. Spet kot rečeno, tudi nekdo iz severa ima lahko južno telo in tudi nekdo iz juga ima lahko severno telo. Ne? Če bi zdaj te rekla, da iz vsega, kar si prebrala, ali pa morda kar bereš zadnje čase, naprimer kakšno poezijo, a ne? Kdo ti pride najprej na misel, oziroma a imaš kakšno tako pesem nekega drugega avtorja, ki bi jo rekla, tole vam bom pa prebrala, tam je pa res zelo veliko pomeni. Z veseljem. Z veseljem bi prebrala nekaj iz tele knjige, ki je, se pravi, antologija portugalskih pesnikov 20. stoletja, pesnikov in pesnic, mimogrede. Enostavno zato, ker se zadnje čase spet grem na Portugalsko. Bila sem že lani, ker sem imela delavnico na Madeiri. No, zdaj aprila greva z Dejanom tja igrati na nek velik festival in potem bo po moje padla še kakšna delavnica, uspavank. No in sem se začela malo družiti s portugalščino, ki je sicer ne poznam, ki ni lahek jezik, ampak mi je pa blazno lep, že zato, ker ima take ja, jeziki mene blazno privlačijo, zveni, ne samo pomen besed, ampak zven, to, kako izgovoriš določeno besedo, kakšno barvo ima, kakšno teksturo ima, kako te nagovarja, kako tvoje telo nagovarja. No, in portugalščina je meni zato tako zanimiva in tako blizu, ker je to eden redkih pravzaprav ne indoevropskih, ampak evropskih jezikov, ki je legato. Se pravi, ki je veliko bolj vijuga kot reka, povezanje. Ne? Mi govorimo, se pravi, slovanski jeziki so zelo staccato, ne? Se pravi, režemo, ne? Ta. Dočim portugalščina je pa zelo lepo povezana. Ne bom brala v portugalščini, ker toliko je še ne poznam, ampak veliko se družim s to knjigo, tudi berem v portugalščini, sicer zelo slabo, in potem pošiljam prijateljem mojim, da mi preberejo pravilno. In se pravzaprav jezika učim skoraj da izključno samo iz poezije. Wow. Tako da no, in seveda najslavnejši portugalski pesnik je bil Fernando Pessoa, ne Pessoa, Pessoa. Pessoa pomeni človek. Mi vsi rečemo Pessoa, a ne pa je narobe. Pessoa. Pessoa je človek po portugalsko. In skratka, pesem Dva čuvaja čred. Mi prebrala, če lahko. Ja, seveda, prosim. Pravi. Imenitna je res. Moj pogled je jasen kot sončnica. Ponavadi hodim po cestah in gledam na levo in desno. In od časa do časa pogledam nazaj. In kar vidim v vsakem trenutku, je tisto, česar nikoli prej nisem videl. In to znam zelo dobro opaziti. S seboj znam nositi čudenje, ki bi ga imel otrok, če bi ob rojstvu opazil, da se je resnično rodil. Čutim se rojenega v vsakem trenutku za neskončno novost sveta. Verjamem v svet kot v marjetico, ker ga vidim, a ne mislim nanj, ker misliti pomeni ne razumeti. Svet se ni naredil, da bi o njem razmišljali. Razmišljati pomeni imeti bolne oči, ampak zato, da ga gledamo in da se strinjamo. Jaz nimam filozofije, imam čute. Če govorim o naravi, ni zato, ker bi vedel, kaj ona je, ampak zato, ker jo ljubim. In ljubim jo zaradi tega, ker kdor ljubi, nikoli ne ve, kaj ljubi, niti ne ve, zakaj ljubi, niti kaj pomeni ljubiti. Ljubiti je večna nedolžnost.
in edina nedolžnost je ne razmišljati. Skratka, ja, to Fernando Pessoa in ta pesem pravzaprav mene zelo v bistvu nagovarja tudi zaradi tega premika iz, bom rekla, glave v telo oziroma iz mentalnega v čutno. Ne? In glih ravno danes sem našla od Edwarda Cumminsa, to je bil ameriški pesnik, pravzaprav sodobnik Pessoe, je napisal tudi eno tako zelo pomenljivo citat, ki se tako zelo lepo sklada s temi, bom rekla, prostori, o katerih piše tudi on, prostori tega, da samo si. In v naravi tudi lahko samo si. Tam si najlažje, tam sem jaz lahko najlažje samo sem. No in pravi, tudi ta, se pravi Edward Cummins, vsakdo se lahko nauči misliti, verjeti, znati, a noben človek se ne more naučiti čutiti. Zakaj? Ker kadarkoli misliš, verjameš ali veš, si veliko drugih ljudi. Ampak v trenutku, ko čutiš, pa si nihče drug kot sam svoj. Čudovito. Jaz mislim, da to je pravzaprav tudi podlaga za to, da pravzaprav sploh lahko pišeš poezijo, prozo, karkoli. Pravzaprav karkoli. Ja, lahko v bistvu preigravaš recimo razne stile in tako in si še vedno drugi, ampak če pa zares najdeš svoj notranji jezik, svoje notranje občutje, potem pa je res tisto tvoja poezija ali pa tvoj način izrekanja. S tem se pravzaprav tudi med sabo komuniciramo. Zame je pravzaprav pesem, vsaka oblika tudi umetnosti je predvsem komunikacija s svetom, z drugimi ljudmi in tudi seveda sam s sabo. Ne? Mislim, da je bil Mark Rothko, ta slavni slikar, ki je rekel eno tako zelo lepo misel, ki tudi mene v bistvu že kar nekaj časa spremlja, poskušala si jo bom spomniti. Pravi, vsak od nas nosi v sebi veliko žalosti. Jaz nosim veliko žalosti, ti nosiš veliko žalosti. Ampak in tudi moja dela nosijo veliko žalosti. In skozi moja dela, skozi to žalost ali pa katerokoli čustvo, čustvovanje, ki ga dajemo tisti, ki ustvarjamo karkoli, s tem ustvarjamo pravzaprav nek prostor komunikacije, kjer se lahko srečujemo s tistimi, ki nas berejo, ki nas poslušajo, ki nas gledajo. Ne? In posredno v bistvu tisto, kar oni tudi čutijo, nekako najdejo preko teh del besede, s katerimi lahko izrazijo, se pravi, svoje občutje. Zato se mi zdi, da ta intimne, pač poezija o intimnem je zelo univerzalna v resnici. Ne? Ker pač preseže do bralčevih občutij in jo posvojijo, jo ima za svojo. Ja. A si za eno igrico zdaj? Mislim, ni to ravno igrica, ampak veš, ker prihajamo iz Trubarjevih krajev, ne, in imamo zdaj tako stalno rubriko, abecedari, ampak danes ne bo Trubarjev, ampak bo Katarinina abecedari. Običajno izžrebamo 3 črke, lahko si jih položiš kot zarod. Upam, da ne. Ne, ni zelo navadniščini, se pravi v latinščini. Izžrebaš, pogledaš črko in poveš prvo besedo, ki ti pade na misel. Jo moram potem še kaj iz tega lahko se vprašaš, zakaj ti je padla ravno ta beseda na misel, ali pa nam poveš, če želiš, ni pa nujno. Ponavadi to itak pride iz nekega nezavednega in je to zelo težko. Navaden. Oziroma navada.
Zakaj mi je to prišlo? Ne vem. No, mogoče boš... Ne vem. Mogoče potem, ko boš vse tri, ali mogoče lahko jih nazbaj. Na, vidiš. Ikra. Navadna ikra. Oko. Nijo. Oni. Evo. Oni. So navadne ikre v očesu. Tako. Ali pa mogoče Navadne. so nenavadne ikre z očesi. Ali pa igre z nenavadnimi očesi. No. Super. Fajn je ta igrica. Ja, veš kaj, se drugače bova potem celo abecedo položili, samo da ne utrujeva vseh, ali pa da ne izdava vseh skrivnosti, ne? Bi te jaz za konec rada še vprašala o tvojih načrtih, mogoče s temi uspavankami, pa mene najbolj zanima, kaj mene že ves čas zanima, kdaj bo šla tudi kakšna tvoja pesniška zbirka? Ja, vse je v planih, tudi v bistvu knjiga, ki je temelji na nekih takih kratkih, mogoče kratkih avtobiografskih ali pa tudi ne zgodbicah. Za pesniško zbirko me že lep čas nagovarja prijatelj, ki je založnik. Jaz sem tukaj zelo samokritična in mislim, da imam še veliko dela in potrebujem, se mi zdi, tudi neko resno mentorstvo. Sem pa zelo hvaležna, moram reči, portalu pesem.si in vašemu delu, ker če ne bi bilo vas, jaz po moje ne bi upala sploh priti ven s temi pesmimi. To mi pa zelo veliko pomeni. Tako da sem zelo vesela, da obstajate, da super delate, da spodbujate vse nas, da v bistvu da pišemo. To mi veliko pomeni, ta spodbuda. Ja, hvala, ker vas ti bogatiš svojo poezijo, tako kot cel ta naš konglomerat iz raznih poezij. Mislim, da smo vsi tukaj, kako bi rekla, drugmu hvaležni lahko za te svetove poezije, ki so združeni. To je res. In zelo lepo je tudi v bistvu pol malo pogledati tudi, kako drugi delajo, kaj drugi delajo, kakšne svetove poseljujejo ljudje, ne? In ko to vidiš, si sam rečeš, wow, kaj vse smo, kdo vse smo, ne? Tako da ja, glede uspavanj pa pač nastaja že kar nekaj časa spet en večji tematski projekt z delovnim naslovom Težkonočnice. Ne bodo vse težkonočnice, obljubim. Da bodo tudi lahko nočnice. Te besede pač nisem mogla uporabiti, ker je že uporabljena, tako da sem ji potem našla neko protiutež. Skratka, uspavanke za odrasle, spet več ali manj na bazi zgodb. Na bazi zgodb, naprimer o zadnjem vrtnarju v Alepu v Siriji, potem po ljudskih pripovedkah eni rezijanski, eni iz Šebrelj oziroma v povezavi z divjimi babami. Potem je tukaj ena tudi v bistvu poezija. Poezija Kriste Reinig, ki je znana nemška pesnica, prva odkrita lezbična tudi pesnica, ki je umrla za posledicami bolezni, ki pesti tudi mene. In mislim, da bom eno njeno pesem tudi vzela in jo opremila. Potem ena pesem enega škotskega pesnika, ki se je tudi spopadal s to boleznijo. Skratka, pri meni se veliko dogaja v telesu. Se mi zdi, da jaz imam vse, tudi metafore so zelo v telesu, zelo je na ta način tudi pravzaprav doživljam moje svetove. No in potem ena bo naprimer tudi o ženske, ki na enem otoku v sicilijanskem, oziroma, sardinskem, pri Sardiniji,
tke morsko svilo in tako naprej. Tako da to je spet en tak velik projekt, v katerega bo tudi vključenih kar nekaj ljudi. Tako da A spet iz tvoji glasbeni prijatelji, glasbenih krogov Škotska. in širše. Mislim, da Škotska ne toliko Anglija, bolj bodo to novi obrazi, s katerimi še nisem sodelovala. Več pa ne smem povedati. Ja, hvala, v bistvu smo izvedli veliko več, kot smo upali. Ja, jaz ti želim, da bi se ti vse uresničilo in komaj čakam na temno nočnice, ne glede na to, kako... Ampak temno nočnice je tudi super, čeprav temno nočnice je tukaj že, sta že 2 temi. Ja, to bi bilo mogoče malo preveč. To bi bilo malo preveč. Težko nočnice. No, Delovni naslov. No, potem ni tako hudo, ker sem se zmotila v temno nočnice. Absolutno. Zunaj je temna noč, tukaj pa je svetu dan in hvala ti, ker si bila z nami. In upam, da naslednjič, ko bo do težko nočnice, pa še kakšna nova pesem, da bova spet se tako družili. Z največjim veseljem in hvala tebi, da si prišla v moj dom s svojo svetlobo. Hvala ti.